Sloveniji je bil prvi filmski festival gluhih 4. decembra 2006 pod okriljem Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije v sodelovanju z različnimi društvi iz vse Slovenije, in sicer v sklopu programa kulture gluhih. Festival je potekal v Mariboru in takrat so se različna društva gluhih in naglušnih iz Slovenije predstavila s 7 filmi. Filmski festival gluhih je postal tradicija filmske kulture gluhih. Vsako leto ga organizira drugo društvo in se tako seli iz kraja v kraj. Tokratnega je organiziralo DGN Posavja Krško. Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško je bilo letos organizator filmskega festivala gluhih za leto 2022. Z veseljem smo sprejeli to organizacijo in mislim, da smo jo tudi uspešno izvedli. Na samem festivalu se je prijavilo 6 filmov, v bistvu 6 filmov je bilo prikazanih iz različnih društev po Sloveniji. Mislim, da so z filmi ustvarjalci pokazali, da lahko na področju filmske ustvarjalnosti uspešno sodelujejo in delujejo ali samostojno ali pa z slišečimi filmskimi ustvarjalci. Predvajani so bili naslednji filmi. Deklica Sava, film DGN Posavja Krško prikazuje zgodbo o deklici Savi, kako doživlja različna obdobja, različne dogodke in ljudi. Animirani film je nastal po scenariju in režiji Vlaste Moškon. Kaja, film DGN Slovenske Konjice, je zgodba o psički Kaji in prijateljstvu med kužiko in družino. Rada uboga je poslušna, a vedno ni tako. Nočna mora, film MDGN, za Gorenjsko Auris Kranj. Na koncu napornega dne se utrujeni odpravimo spati. A spanje ni vedno mirno in prijetno. Pravo nočno moro je prikazal Faton Gaši. Obsedenost, film DOZIS, Dolenjske in Bele krajine. Dandanes smo vsi kar preveč povezani, naj bo to preko telefona, tablice, računalnika ali televizije. Ta povezanost pa nas velikokrat predvsem ločuje. Film je nastal pod taktirko režiserke Petre Šiler. Piščanček Pik, film DGN Ljubljana. Vsi smo rasli ob pravljicah, ki so nam jih pripovedovali starši, babice in dedki. Film režiserke Lade Orešnik je kot pravljica za otroke, posnet po zgodbi Marjana Mančka. Sprejetost, animirani film Urške Kozole, je nastal v sklopu projekta sodelovanja 4 nevladnih organizacij v Posavju pod sloganom Močni, povezani, učinkoviti.
dotikajo takih zelo družbeno perečih problematik. Tako da ja.